Ja, lep dober dan. Se vam opravičujem, ker smo mogoče pokvarjali petek, konc tedna, pa se pravi, smo se odločili za novinarsko konferenco, ampak je tema res pomembna in ponedeljek imamo sejo Komisije za nadzor javnih financ na to temo. V bistvu že na vse zgodaj zjutraj ob 8 in želimo podariti več stvari, ne samo ta sporen razpis Spirita, ampak želimo spregovoriti generalno o načinu podeljevanja subvencij v tej državi, na kakšen način se subvencije podeljujejo, kakšni so kriteriji in koliko je morebiti koruptivnih in klientelističnih prepletanj. Torej, primer razpisa Spirit kaže na to, da imamo v Sloveniji težave, silne težave s sistemom podeljevanja subvencij, mogoče celo prepletene s korupcijo in klientelizmom. Zato se res poraja vprašanje, ali obstoječi sistem podeljevanja subvencij ali je pravičen, ali pa je namenjen zgolj posvečenim strankarskim kadrom te vladne koalicije. Torej, nujno zato potrebujemo odločitev, da se spremeni to vrstno, kot ga sedaj poznamo, podeljevanje davkoplačevalskega denarja v okviru subvencij. Zdaj, kar se tiče tega splošno spornega podjetja Von Pharma. Von Pharma, farmacevtsko podjetje, vzpostavitev inovativnih farmacevtskih tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškarskih oblik zdravil za 10 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Potem isto podjetje Vital QI, spet farmacevtsko podjetje, tukaj je šlo za 9,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja in nam v Novi Sloveniji se kot problematičen, predvsem kaže utemeljen sum, da gre v resnici za povezani podjetji. In tukaj bomo mi, pristojno ministrstvo in tudi Spirit, na njih bomo naslovili vprašanje, kako na podlagi že preteklih izkušenj o lastniku tega podjetja, o tem samem podjetju, niso bili dovolj pazljivi, da bi sploh preprečili, da to podjetje prišlo v to fazo, že da so bila ta sredstva dodeljena, sicer ne še dokončno dodeljena, ampak da so izpolnjevali vse pogoje. To je namreč ta utemeljen sum, ki se kaže, da gre v resnici za povezani podjetje, pomembno predvsem zato, ker je bila zgornja omejitev financiranja za posamično podjetje v razpisu določena pri 10 milijonih evrih. Uveljavljenim podjetjem z dolgotrajno tradicijo, kot so Gorenje, Hišni aparati, Plastika Skaza, DV Soft, je bilo za projekte na tem istem razpisu dodeljenih od 1 pa do 5 milijonov evrov, samo za primerjavo. Medtem ko je bilo pa za nekemu podjetju, ki kot kaže posvečenemu strankarskemu kadru, velikodušno se mu je odprla denarnica v okviru tega razpisa in če ne bi bilo medijskih poročanj o tem, če ne bi bilo ustvarjene, tega medijskega nadzora, bi gotovo davkoplačevalci bili vsaj za teh 20 milijonov evrov na slabšem oziroma bi ta denar izgubili. Posebej problematično pri tem je tudi, da so bila javna sredstva na razpisu dodeljena podjetju, katerega lastnik je pri vodenju svojega prejšnjega podjetja ustvaril 356 000 evrov davčnega dolga. Tukaj se sprašujemo, na kakšen način je Spirit pregledoval to dokumentacijo. Zagotovo ne transparentno in do davkoplačevalcev tudi neodgovorno. Podjetju je bil izplačan le manjši del subvencije sicer. Na Spiritu so takrat pojasnili, govorimo o letu 2022, ko to podjetje že dobilo finančna sredstva iz Spirita. Na Spiritu so takrat pojasnili, da so bila izplačila zadržana zaradi nepredložitve bančne garancije sa strani podjetja. Spirit je v zvezi z nekaterimi sumi nepravilnosti pri tem razpisu, torej že pred nekaj meseci stopil v kontakt s pristojnimi institucijami in če je imelo podjetje že pri preteklih razpisih tako velike težave pri izvajanju projekta, se ponovno pojavlja novo vprašanje, kako je mogoče, da prav isto podjetje spet dobilo dodeljenih tako veliko sredstev. Torej, ob tem, ko številna druga podjetja na razpisu sredstev recimo niso dobila. Torej,
taki primeri odpirajo splošno vprašanje o problematiki oziroma o ustreznosti sistema subvencioniranja našega gospodarstva. Glede na oceno realizacije proračuna leta 2024 je bilo lani za subvencije izplačanih skoraj 626 milijonov evrov. Torej gre za izjemno visoke zneske. Res je, da gre pri tem v veliki meri za denar iz sredstev evropskih skladov, kar pa ne spremeni dejstva, da gre za javna sredstva in tudi pri teh evropskih sredstvih gre tudi za soudeležbo sredstev iz državnega proračuna. Torej, za boljše razumevanje obsega sredstev pri subvencioniranju, naj spomnimo, da je zadnja vladna novela zakona o dohodnini, na primer, prinesla novo odmevno dodatno davčno bremenitev nekaterih tako imenovanih normiranih podjetnikov. A se spomnite? Zagotovo se. In obseg dodatnih davčnih prilivov, ki jih je ta davčna novela zakona prinesla, znaša po vladni oceni letno 12 milijonov evrov. 12 milijonov evrov. Obseg javnih sredstev, ki jih je Spirit dodelil zgolj enemu podjetju od von Horvatovih vseh podjetij, torej znaša skoraj toliko, kot si država obeta celotnega novega davka od zadnje obremenitve tako imenovanih normirancev. In tukaj dajmo se vprašati, kje je torej pravičnost in kje so enaka merila in enaki vatli. Torej, ob tem, ko vlada bije dobesedno kulturni boj, razredni boj proti podjetnikom, normirancem, nekatera podjetja dobivajo milijonske subvencije, seveda tista, ki so povezana z vladajočo koalicijo. Torej, če poenostavim in zelo direktno povem, nekatera podjetja dobivajo nove davčne obremenitve, druga posvečena podjetja pa ogromne subvencije. Pravičnost takega sistema je torej pod velikim vprašanjem. Torej, vlada z eno roko jemlje, z drugo pa nekaterim daje in problem ob tem je, ker v bistvu jemlje vsem, daje pa samo nekaterim. In kot se je izkazalo, so tisti nekateri pogosto tisti, ki so posvečeni, tistim daje, ki imajo vpliv in ki poznajo pravi ljudi. Torej, za vsa podjetja pod to vlado, Golobovo vlado, višji davki, za nekatere milijonske subvencije. In od sistema subvencioniranja imajo največje koristi samo birokrati in torej posebej izbrana podjetja. Na slabšem pa so vsa ostala podjetja, ki morajo z davki financirati ene in druge. In subvencije in, kot sem dejal, birokrate. Torej, pri obsežnem sistemu subvencioniranja gospodarstva podjetja velik del svoje aktivnosti usmerjajo v raziskovanje razpisov in pripravo vlog. Zdaj, kaj to povzroča? To povzroča zlasti to, da svoje delovanje namesto trgu prilagajajo subvencijam. Subvencije torej spodbujajo podjetja, da svoje aktivnosti prilagajajo razpisom, ki jih pripravijo uradniki, namesto pa realnosti trga in potrebam, ki jih ima trg. In namesto, da bi nemoteno nadaljevala sa svojo vizijo, podjetja čakajo, kdaj bodo uradniki pregledali vse vloge ter izdali odločitve v zvezi z razpisom. In mnogokrat se zgodi, da na teh razpisih, ponavljam, zmagajo podjetja, ki svoj razpis prilagodijo samo razpisnim pogojem, ne pa potrebam, ki jih ima trg. Torej, tudi v omenjenem primeru podjetja Von Pharma je bilo podobno. In ta sistem, ki ga imamo, prinaša izjemno negativne posledice tudi na poslovno okolje, izkrivlja konkurenco in ne nazadnje tudi gospodarski trg. In kar je morda najpomembnejše, prinaša kršitve temeljnega načela pravičnosti, kar smo že dejali uvodoma. In v Novi Sloveniji imamo preprost predlog. Dajte, če bi sistem subvencioniranja nadomestili s sistemom nižjih davkov za gospodarstvo, za podjetja, bi se izognili pretežnemu delu opisanih negativnih učinkov. Pravila bi bila za vse enaka in tudi predvidljiva.
Podjetjem ne bi bilo treba časa in napora namenjati raziskovanju razpisom, pripravi različnih prijav, dokumentacije, pritožbam, čakanju, nadzoru, ampak ta čas in napor bi podjetja lahko v polnosti namenila svojemu poslovnemu okolju, poslovanju, glede na realnost tržnih zakonitosti in tudi okoliščin. Ampak tudi v primeru teh razpisov, zlasti ko govorimo za premogovniške regije. Če država ocenjuje, da premogovniške regije, ki so se znašle v položaju zahtevnega gospodarskega prestrukturiranja, in prav je, da se tem regijam pomaga. Ampak če država ocenjuje, da te regije potrebujejo pomoč, bi ta pomoč lahko veljala za vsa podjetja v teh regijah na enak način, za vse enaki vatli. In tukaj se ponujajo rešitve, kot so na primer obsežna davčna razbremenitev vseh podjetij v premogovniških regijah. Za konec. Podporniki tovrstnega sistema subvencioniranja, kot ga imamo danes v državi, pogosto trdijo, da če država ne bi podeljevala subvencij, nekatera podjetja sploh ne bi investirala pri nas. To morda lahko drži za nekatere konkretne investicije, vendar pa se lahko na drugi strani spet vprašamo, koliko več podjetij bi investiralo pri nas, če bi sredstva, ki jih vsa leta namenjamo za subvencije, namenili za debirokratizacijo, manj administracije, manj zavor za podjetnike, za bistveno nižjo davčno obremenitev, za boljše in spodbudnejše poslovno okolje, zagotovo bi investirala več, kot pa investirajo na podlagi tega, ker dobijo denar, ki ga spet namenjamo davkoplačevalci. Zagotovo bi investirala več, če bi bilo poslovno okolje bolj sprejemljivo tudi za investicije start-upov, tujih podjetij in tako dalje. Kot pa da imamo ta klientelističen in koruptiven sistem podeljevanja subvencij, kot ga danes poznamo. Jaz sem pa seveda na voljo tudi za vaše vprašanja, če vas zanima bolj podrobno o sklepih, bi pa samo eno stvar glede naših sklepov izpostavil. In sicer vključitev tudi proračunske inšpekcije, se pravi Komisija za nadzor javnih financ bo pozvala agencijo Spirit, da tudi v celoti realizira dosedanje ukrepe, ki jih je že naložil Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Naj povem, da v poročilu Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna je še preden je bila ta afera v javnosti, še preden je prišlo do kakšnekoli odločitev, Urad za nadzor proračuna v svojem poročilu ugotovil nepravilnosti pri delovanju Spirita pri tem razpisu. Se pravi, imamo državni organ, ki je še preden je bilo karkoli v javnosti na večjih straneh opredelil problematiko tovrstnega podeljevanja davkoplačevalskega denarja. Izvolite, beseda vaša. Lahko tudi na druge teme, zagotovo. A pa lahko poročamo? Mislim, ali bi tukaj, izvem boš posebej. No, karkoli. Ok, pa dajmo. Marca torej ne bodo več cene električne energije regulirane. Vlada, kot vemo, je pozvala dobavitelje električne energije, da ne držijo nizke cenike. Kako vi razumete ta poziv, pričakovanja? Zdaj ta mesec je prišla neka tolažba v obliki neke položnice zaradi interventnega zakona o omrežnini. Prihodnji mesec sicer gremo v to nižjo, cenejšo sezono, pa vendar je pričakovati nekoliko višje položnice. Kakšen je vaš komentar? Splošen komentar je takšen, da gre za popolno zmedo, ki je v tej državi nihče več ne razume, kar se energetike tiče. Kot kaže predsednik vlade, pogrnil na lastnem pragu. Tam, kjer je bil najmočnejši, se pravi najboljši menedžer, se je izkazalo, da temu ni tako in da je prav na tem svojem lastnem področju vlada zelo pogrnila. Naj povem, da višja omrežnina
ni mogla nastati, če vlada tudi ne bi sodelovala in če ministrstvo za energetiko ne bi sodelovalo skupaj z agencijo za energijo. Torej, kar smo bili priča višjim položnicam na račun višje omrežnine, naj povem, da je vlada sokriva za to, kar je nastalo in potem s tem zakonom sedaj gasi požar. Kar se tiče deregulacije, to je bilo pričakovano, da se bo to zgodilo, to je dejstvo. Zdaj, pozdravljamo, da bodo ljudje imeli, se pravi, plačevali nižjo položnico za elektriko. Pozdravljamo. Ljudi ne zanima sama električna energija, poraba in strošek, ampak pač celotna položnica. In to je v redu, ampak še enkrat pravim, prepozno. Prepozno glede omrežnine, kajti če bi vlada poslušala takrat opozicijo, Novo Slovenijo, že oktobra meseca, do tega sploh ne bi prišlo, da bi bila omrežnina tako draga. Kar se tiče zdaj deregulacije, pa vas ne opozorim na eno bistveno stvar. Vlada pozvala dobavitelje. Jaz sem spremljal enega dobavitelja, ki je v medijih dejal takole. Mi bomo znižali ceno električne energije za 30%, ampak hkrati bo položnica dražja, se pravi električna energija, za 40%. Kaj to pomeni? To pomeni, da se tej dobavitelji, ki so zdaj prisiljeni, zaradi tega, ker jim država ne bo več subvencionirala, so zdaj prisiljeni, da znižajo stroške električne energije. Jaz se sprašujem, zakaj tega niso naredili že 2 leti nazaj in sedaj. Zakaj ne? Ker so dobili bombončke strani vlade v obliki subvencije. So jih dobili v bistvu dobavitelji. In tukaj je tako, ne? 2 leti so dobivali te bombončke. Zdaj so pa lahko rekli, znižali bomo za 30%, ampak položnica bo še vedno potem na koncu dražja. Zaradi tega, ker pač gre stran deregulacija. Jaz bi novinarje tukaj na tem mestu pozval, ne, da vprašate, ali pa ne, jih bo itak politika pozvala, ne, da vprašamo dobavitelje, zakaj so sedaj lahko znižali ceno električne energije, zakaj sedaj, zakaj pa niso mogli 1 leto nazaj, zakaj niso, zaradi tega, ker jim država pomagala. Še kakšno drugo vprašanje? Mogoče še to ne. Prosim. Kaj, to je zdaj za cel vikend na pop? Tako, zdaj si na lager delamo. Ukvarjali se bomo s prenovo Štajerske avtoceste na odseku Slovenske Konjica-Dramlje. Vi ste bili infrastrukturni minister, kako ocenjujete vse te napovedi, pričakovanja, zdaj gneča je že sicer, zdaj bo pač še malce večja, pa vendar, če bomo v zameno dobili razbremenitev na Štajerki, bo tudi super. Ja, naj povem, da že v času mojega ministrovanja se je temu delu obetala prenova in jaz pozdravljam, da prihaja do prenove slovenskega avtocestnega omrežja, tudi nadgradnje, vsega, kar spada zraven, bo pa na to, da gre tam za rušenje viadukta, promet bo speljan po državnih cestah sicer, ampak skozi naselja, bojo naslednje 3 poletja iz Štajerske proti Ljubljani zelo, zelo problematična. Ne? Mal je čas neprimeren, zaradi tega, ker hkrati prihaja do nadgradnje in gradnje 3. pasu Domžale-Ljubljana. Pravi, tisti, ki se bo vozil iz Maribora, bo do Ljubljane 2-krat stal. Ne? Pred Domžalami, pa še prej, ne? Pred Slovensko Bistrico. Ne? Nim nič proti temu, da se prenavlja, hvala Bogu, ta 3. pas Domžale-Ljubljana smo ga že mi planirali, že vse zamaknilo za pridobivanje soglasij. Tudi ta del bi se že obnavljal, če ne bi bili v razpisih v preteklosti toliko revizij in toliko motenj, ampak še enkrat ne. Tisti, ki pravijo, da naj ne gradimo in nadgrajujemo avtocestnega omrežja z novimi pasovi, tej se zelo motijo. Potrebujemo stabilno, močno cestno infrastrukturo.
Zaradi tega, da se pride iz Maribora v Ljubljano hitreje, brez teh zastojev, potrebujemo tretji pas od Domžal do Ljubljane. Seveda, vzporedno s tem je treba gledati tudi na železniški promet in začeti končno umeščati železniško povezavo Ljubljana-Maribor, da bo nekdo prišel iz Ljubljane v Maribor v 1 uri in potem se bo šele zmanjšala gneča na cestah. Dokler pa imamo takšno železniško infrastrukturo, kot jo imamo sedaj, ki spominja mnogokratno muzej na prostem, potem pač potrebujemo avtoceste in obnovo avtocest. In tudi kot bivši minister lahko rečem, da brez prenove, brez obnove pač ni boljših cest in včasih je pač treba tudi potrpeti v ta namen. Je pa res, da si tudi sam želim, da se bi gradilo tako kot v sosednji Avstriji in Italiji, tudi po noči, tudi takrat, da se lahko izognemo potem gnečam. Ne samo čez dan, ne samo poleti, ampak da se pač gradi čim dlje časa in zlasti takrat dela zapore, ko ceste niso toliko obremenjene. Hvala.